Sezona 98-99 je postregla s še zadnjim vseslovenskim derbijem v finalu pokala. Olimpija in Maribor sta se najprej pomerila za Bežigradom, kjer so z 2-3 slavili Mariborčani. Za zelene sta zadela vratar Nihat Pejković in napadalec Edis Čaušević, za Mariborčane pa dvakrat Clinton Bozgo in enkrat Dejan Đuranović. V Ljudskem vrtu vijoličasti niso dopustili presenečenja in slavili z 2-0. Zadela sta Dalibor Filipović in Goran Jolić. Podobno kot v sezoni 92-93, ko je leto predtem izgubila v finalu z Mariborom, potem pa osvojila pokalni naslov, se je Olimpija tudi leto po porazu vrnila na pokalni prestol. Korotan se je na prvi tekmi dobro upiral in slavil z 2-1. Med strelce se je obakrat vpisal Senad Tigan, za Olimpijo pa je edinega dosegel Dušan Kosić. Ljubljančani so na povratni tekmi strnili vrste, dosegli 2 zadetka preko Selvada Kujovića in Marka Kmetca ter še drugič osvojili pokalni naslov. Medtem ko zmagovalci pokala nogometnega Ljubljančani so se v finale pokalnega tekmovanja uvrstili tudi naslednjo sezono, ko jim je nasproti stala Hit Gorica. Zeleno-beli so na povratno tekmo prišli z minimalno prednostjo z Bežigrada, kjer je zadel Sebastian Cimerotić. Gledalci pa so v Novi Gorici videli pravo golijado. Goričani so povedli z goloma Patrika Ipavca in Tončija Žlogarja, ko je zadel Miha Pitamić za 3-0 je delovalo, da je tekma odločena. Takrat je na 3-1 znižal Ermin Raković in Ljubljančanom ponudil upanje. Artim Šakiri je povišal na 4-1, končnih 4-2 pa je postavil Damjan Ošlaj in Novogoričani so se veselili prve pokalne lovorike. Hkrati so bili tudi zadnja ekipa, ki je dvignila ta pokal za pokalne zmagovalce. Nogometna zveza Slovenije je v sezoni 2001-2002 predstavila novo pokalno lovoriko, ki so si jo prvi priborili nogometaši Gorice. Pokalna vladavina Novogoričanov je bila daljša kot klubov pred njimi. Modrobeli so postali prvi klub, ki je 2krat zapored slavil v finalu. Drugoligaš Aluminij je možnost za uspeh zapravil že v Novi Gorici, ko so domači slavili 4-0. Takrat se je 2krat med strelcev vpisal Aleš Pušk, po enkrat pa Admin Kršič in Miran Srebrnič. Na povratni pokalni tekmi v Kidričevem je Aleš Čeh sicer popeljal Aluminij v vodstvo, toda Ismet Ekmečić in Darko Kreminović sta poskrbela za skupno prepričljivo zmago Gorice s kar 6-1. Kluba, ki sta v sezoni 2002-2003 skupaj še z Mariborom tvorila vrh slovenskega nogometa, sta se prebila do zaključnega boja za pokalno lovoriko. Celjani so pred povratno tekmo računali, da jim bo tretjič v finalu pokala vendarle uspelo. Tudi izhodišče s prve tekme v Ljubljani je bilo ugodno. Tam se je tekma končala z izidom 1-1. Za Olimpijo je zadel Aleš Puc, za Celjane pa Andrej Kvas. V Celju so bili domačini že blizu uspeha. Po zadetkih Roberta Korena in Andreja Kvasa za Celje in Tončija Žlogarja za Olimpijo je bil rezultat 2-1. Potem pa je prosti strel z velike razdalje izvedel Robert Prosinečki.
Veliki žuti je žogo pospravil v celjsko mrežo, Ljubljančani pa so zahvaljujoč zadetku več v gosteh dvignili kristalni pokal za zmagovalce. V naslednji sezoni je Dravograd presenetil nogometne poznavalce in se prebil do samega finala pokalnega tekmovanja. Tam je bil Maribor pretrd tekmec in finale je bil odločen že v Ljudskem vrtu. Prva tekma se je končala 4-0, ko so zadeli Damir Pekić, Milan Rakić, Peter Franc in Boštjan Žnuderl. Na povratni tekmi so gledalci videli kar 7 zadetkov, kljub zmagi Dravograda 4-3 pa so se naslova veselili vijoličasti. Zadetke za Dravograd so dosegli Mitja Gostenčnik, Denis Srša, Dragan Ljubanič in Damjan Frajdl. Za Maribor pa je bil 2-krat uspešen Boštjan Žnuderl, enkrat pa Alen Mojanović. Potem je Ljubanič povedal Dravograd v vodstvo s 3-2. Žnuderl je v 89 minuti izenačil na 3-3, v sodnikovem podaljšku, ko so že vsi mislili, da se bo tekma končala neodločeno, pa še en zadetek. Zmago je Dravogradu takole priboril Frajdl. Na koncu so se zasluženo veselili oboji, Mariborčani, ker so petič osvojili slovenski pokal, tokrat s skupnim izidom 7-4, Dravograd pa zaradi zmage na povratni tekmi. Potem, ko je bil v prejšnji sezoni finale odločen že po prvi tekmi, je Nogometna zveza Slovenije spremenila način tekmovanja in v finalu se je ponovno igrala ena tekma za naslov pokalnega prvaka. V Celju sta se pomerila CMC Publikum in Hit Gorica. Celjanom pa je v 4. poskusu vendarle uspelo osvojiti prvo klubsko lovoriko. Po podaji s kota je bil pred golom Gorice najspretnejši Almir Sulejmanović. Njegov zadetek pa je bil dovolj za celjsko slavje z 1-0.